Čas po drugi svetovni vojni, vsega je primanjkovalo, povsod se je gradilo, vse je rastlo. Celo udarništvo je pomenilo eno samo veselje, ker je bilo upanje v lepšo in svetlejšo prihodnost. Bila sta smeh in ponos, ki sta se bila iz visokih dimnikov velikih tovarn in izstopala iz delavskih avtobusov, ki so z vseh koncev vozili v Maribor. Pred ljudmi so bili svetli dnevi, gradila se je nova Titova Jugoslavija. V Tobiju iz Bistrice pri Limbušu so začeli s proizvodnjo gospodinjskih aparatov. Ko Gorenja še ni bilo nikjer, je majhno podjetje v majhnem kraju blizu Maribora iskalo inovativne mlade ljudi, zaposlovalo izobražence tehnične smeri in kot prvo v takratni državi osvojilo proizvodnjo štedilnikov in hladilnikov. Dejansko je to podjetje dalo precej gospodinjskih aparatov prvič na tržišče v Jugoslaviji. Kljub temu, da so imeli malo inženirskega kadra ali skoraj ne, so imeli krasne orodjarje, ki so imeli zelo dobre ideje, konstrukterje in inovativne zaposlene. Namreč moramo vedeti, da so bili tudi prvi, ki so v Jugoslaviji dali na tržišče lasten hladilnik. Najprej so začeli delati absorpcijske in kasneje kompresorske. Njihov direktor, takratni direktor, ki je bil nekaj posebnega za čase po vojni Jugoslaviji, ki je pridobival licence iz tujine, je namreč z Elektro Bregencem sklenil pogodbo o proizvodnji oziroma pridobitvi licence teh hladilnikov. Sam je tudi pripravil perspektivni plan, kako bodo razvijali izdelke, in 56. leta so že naredili načrte, da usmerjajo svojo proizvodnjo ne samo v električne štedilnike, temveč tudi hladilnike, tudi pralne stroje in začeli so razvijati tudi plinske štedilnike za gospodinjstvo. Žal je direktor Ivan Živko prehitro pel, bi lahko danes rekli, se pravi prehitro je sodeloval z nekimi zunanjimi tujimi podjetji, kar morda v tistem času še ni bilo tako zaželjeno. Zato so ga obtožili tajkunstva, danes bi lahko rekli, da je bil eden prvih tajkunov, in ga za par let tudi zaprli. Takrat je podjetje Tobi izgubilo zagon, bi lahko rekli, kajti on je bil tisti, ki je dajal pobudo za razvoj in bi ga lahko danes primerjali z gospodom Atelškom iz Gorenja, ki je kasneje v veliki meri konkurenčno prevzel te proizvode. Takrat mladi Srečko Klemenc je izrisal večino novih proizvodov in kasneje spremljal njihov odhod v Gorenje. Gorenja še bilo ni skoraj, ni bilo Gorenja. Nismo vedeli za Gorenje, sploh ne, da se tam kaj gradi. To smo zvedeli šele kasneje, ko se je začela, ampak to, ko sem jaz prišel v Tobi, takrat se je že začelo nekaj odnašati. To se je že nekaj govorilo, da bo treba dokumentacijo predati, da ne bomo več delali recimo štedilnikov na trda goriva, ne, ki jih je Tobi še kar uspešno prodajal, da bo to šlo tam v eno vas, kjer so rudarji in njihove žene morajo biti zaposlene, in to je pač politični trend, da se to razdeli, in to bo Tobi solidarno odstopil. Gorenje je začelo svojo pot v istoimenski vasici, ko so Francu Špehu leta 1950 vzeli njegovo kovačijo in jo preimenovali v okrajno kovinsko podjetje Gorenje. A zares pravi razvoj je podjetju prinesel direktor Ivan Atelšek. Atelšek je v bistvu, da tako grdo rečem, ampak da boste razumeli, Atelšek je zadeve kradel. Atelšek je vzel tam, kjer je bilo kaj za vzeti. Od republike do tistih skladov za nerazvite, do tehnike, ki je bila kje, ne. On si je to prilastil, to delajo danes vsi. Ampak Atelšek je to znal tako narediti, da je spadlo lepo. Torej, Atelšek je bil izredno sposoben. Ne le kot direktor firme, ampak bil je tudi odlični igralec. In on je lahko pred svojimi ljudmi, pa pred drugimi ljudmi zaigral tako osebnost, da so mu več ali manj vsi verjeli in večinoma tudi nasedli. To bi bila Atelška konkurenca, ne?
Tobi je moral svoje orodje, vse za ta proizvod, pa še novejše zadeve, po dekretu iz republike oziroma iz zveze predati firmi Gorenje. To je bila v vasi Gorenje, zgoraj nad Velenjem, ne? Ena šola, ki so jo priredili in tam so ženske delali te štedilnike povsem z pomočjo Tobija. Od načrtov do tehnike in Pister, ne? Oskar Piskar je bil vodja tehnologije v Tobiju in Atlšek je njega prvega kasiral, potem ko je iz zapora prišel. Ampak take ljudi, ki so iz zapore prišli, so bili Atlšku zvesti kot psi. Kako to? Zaradi tega, ker se teh ljudi, ki so bili enkrat zaprti zaradi gospodarskega kriminala ali pa politike, držal tak pečat, da sami niso mogli nič, če niso imeli nekega močnega, ki je roko držal nad njimi, ne. In Atlšek je znal iz teh ljudi vse ven potegniti in recimo prvega res sposobnega direktorja Tobija, ki je bil zaprt zaradi tega, ker je z srebrnimi kontakti, tam se ga je nekaj menda prijelo in so mu to našli. In so ga zaprli za 6 let, pol odsedel je pa 3. In ko je iz zapora prišel, ga Atlšek takoj postavil na mesto komercialnega direktorja Gorenja. In je dobil odličen kader. Moramo vedeti, da je bil direktor Gorenja, gospod Atlšek, zelo spreten pogajalec, ki je večkrat obiskal tudi podjetje Tobi. Proizvodnja, ki jo je imel Tobi in seveda razvoj, je za njega bila zelo zanimiva. Se vemo, da je 62. leta v Gorenju nastala že prva velika hala, kjer so začeli proizvajati električne štedilnike. Zato je gospod Atlšek večkrat v Tobiju, bi lahko rekli, delavce nagovarjal, naj pridejo delati v Velenje. V Velenju je takrat dejansko so rastla blokovska naselja, kjer so lahko tudi ponudili tem delavcem stanovanja in seveda to je gospod Atlšek s pridom izkoriščal. Kar nekaj delavcev, se pravi uspešnih razvojnikov, med njimi bi lahko omenili tudi gospoda Prejaca, ki je po gospodu Živku postal direktor, tudi njega je zvabil v Gorenje. Vsi ti zaposleni, torej, ki so iz Tobija šli v Gorenje, so dejansko bili deležni bistveno večjih ugodnosti kot tisti, ki so ostali v Tobiju. Tako Gorenje, Tobi pa se je trudil naprej. Bil je nekaj posebnega tudi zaradi srčnih delavcev, ki so ga vzeli za svojega. In ko so enega za drugim odnašali proizvode, je udarilo. V državi, kjer so imeli oblast delavci, se je zgodila prva stavka. Potem, ko se je začelo odprodajati proizvode, program, odprodaja je bila brezplačna, ne? Tobi nič ni dobil za to, ampak je bilo kratko malo prepovedano določene artikle izdelovati, ne? Recimo plinske štedilnike so rekli, ne boste več delal, to bo delalo zdaj Gorenje. No? In takrat so se ljudje res spuntali in so bili štrajki in to je bilo izredno. To je tako šlo od ust do ust, da v Tobiju štrajkajo. Ne? Da si tam ljudje drznejo štrajkati. Ampak dobro, Tobijevci so bili Kobanci pa Pohorci. Tobi, tovarna orodij Bistrica, se je v 50. in še v 60. letih 20. stoletja kosal z najimenitnejšimi proizvajalci gospodinjskih aparatov v svetu. Da bi razumeli, kako je bilo to mogoče, moramo seči nazaj. Irena Porekar-Kacafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor je raziskovala fenomen podjetja, ki je veliko obetalo, a mu ni bilo namenjeno, da bi postalo veliko. Podjetje je začelo delovati v Bistrici leta 1928. Takrat so vzeli v najem Scherbaumov mlin in sicer s kapitalom avstrijske firme Lab Fince iz Kalsdorfa pri Grazu, so tukaj naredili proizvodnjo pločevinastih izdelkov in pločevinastih štedilnikov.
Zaposlenih je bilo kakšnih 30 delavcev, dnevno so napravili 600 do 800 kg različnih izdelkov. Obdržali so se v času gospodarske krize v 30 letih in delali tudi v času druge vojne. Po vojni, ko so avstrijski lastniki odpeljali stroje in perspektivne izdelke, so delavci preprečili rušenje tovarne in začeli na novo. 46. leta se je proizvodnja že nadaljevala. Takrat seveda je bila tovarna nacionalizirana in preimenovala se je v tovarno pločevinastih izdelkov Bistrica pri Limbužu. Nadaljevali so z delom okovja, stavbnega okovja, pločevinastih štedilnikov in leta 1948 razvili že prvi emajlirani štedilnik na trda goriva. To je bil pravzaprav njihov uspeh in takrat so jih delali v zeleni barvi in prodajali po vsej Jugoslaviji. To je bil prvi ljudski štedilnik, namreč moramo vedeti, da takrat so gospodinje še vedno kuhale na ognjiščih, na drva in seveda kontroliran plamen v takšnem štedilniku je gospodinje razbremenil, da so lažje kuhale. Podjetje Tobi iz Bistrice pri Limbušu je leta 1954 na tržišče dalo prvi električni štedilnik. Takrat je bil sicer troploščni, kasneje pa so začeli razvijati 4-ploščne električne štedilnike. Seveda v prvi seriji ni bilo vrat, ki bi se lahko odpirala tako, da bi se v pečico videlo. Kasneje pa so razvili vratca, ki so imela stekelce, tako kot je videti na tem štedilniku, da je gospodinja lahko pogledala tudi v pečico, kaj se v njej dogaja. V prostoru, kjer smo zdaj, je bila nekoč v tistih mojih časih, namreč moje spominjarije segajo tam v obdobje 54-58 prejšnjega stoletja in tukaj je bila tako zvana varilnica, v kateri se je varilo izdelke, ki so šli v štedilnike in v hladilnike. Posebej zanimivi so bili tako zvani točkovni aparati, ki so točkali, to se pravi, to je točkovno varenje in kar tu je bila ena cela serija, na katerih so takrat seveda delale ženske. Tukaj so strojne škarje iz Jelšingrada, ki so sicer malo novejše, ko sem bil jaz tukaj, še tega ni bilo. In tam na oni strani je pa stiskalnica, za katero smo izdelovali orodja in jaz sem bil v tistem času tukaj najprej vajenec orodjarski, potem pa še nekaj časa pomočnik. In orodjarna Tobi je bila takrat pojem. Tukaj so se delale zahtevna orodja. Naš mojster je celo bil poklican, če v drugih orodjarnah niso uspeli kaj napraviti, da je šel pomagati. Izdelava orodja je pravzaprav takole, ne. Ko so meni rekli, da bom Werkzeugschlosser, ne, pojma nisem imel, kaj to je, sem šel neke kolege spraševati, ja veš, kaj ti boš najbrž delal, hamre, pa klejše, pa tako, ne, govorim tako, kot smo takrat tu govorili. Potem, ko sem pa prišel sem v tovarno, sem pa videl, da niti enega hamra, pa enih klejš ne bom delal, ampak orodja, ki so bila odsekovalna, upogibna, vlečna in tako naprej, ki so se uporabljale potem v naši štancariji, to je naslednji prostor, v katerem so potem bili štancarji, ki so delali na velikih frikcijskih prešah, na mehanskih prešah, na ekscentričnih prešah in na teh prešah, ali stiskalnica, če bi po slovensko povedal, so se potem izdelovali polizdelki za izdelke, ki jih je Tobi takrat plasiral na jugoslovanski trg in nekaj pa tudi izven njega. Razvoj je bil dober ne potem, da bi nekdo vodil ta razvoj in odredil razvoj. V razvoju smo bili več ali manj prepuščeni sami sebi in lastni iniciativi. In recimo kolega Srečko je bil srečen, ko mu je šef pustil, da je recimo razvijal en nov štedilnik. Potem je vodja projektive rekel, naredite to, pa naredite ono, neke malenkosti, pa sem pa jaz sam predreval, kot sem, pa bi jaz naredil eno pečico, ker vem, da so na teh štedilnikih pečice premajhne. Recimo
se je zgodilo, da moja mama ni mogla purana dati v pečico, ker je bil prevelik. In je rekel, ja, kar naredi, ne. In sem potem tega naredil eno pečico, ki je bila samostojna. Čisto samostojen objekt, se pravi, bila je pečica in nič drugega. Ne? To je bila inovacija. To, da je ločena pečica, čisto samostojno, ne? Je bila inovacija in smo se tudi pogovarjali, kako bo to lahko marsikdo imel samo pečico doma, pa bo vtaknil vtikač in mu bo preko infrce to pogrelo ali segrelo ali zapeklo. Se pravi, veliki proizvajalci bele tehnike so ločeno pečico začeli delati kasneje. Ja, to ni bilo še takrat. Inovacije so dajale podjetju dobro ime, zato ni naključje, da je bil prvi štedilnik, ki so ga vgradili v znameniti Titov modri vlak, prav Tobijev električni štedilnik. Modri vlak je bil izjemen tehnični in oblikovalski dosežek. Bil naj bi simbol moči države, ki je bila prepričana v svoje posebno poslanstvo. Del tega posebnega poslanstva je bil torej tudi Tobijev kuhinjski dosežek. Načrte je izrisal Srečko Klemenc, preden so ga odpeljali, pa je nastala slika s ponosnimi konstrukterji. A dobre je država tudi kaznovala. Morate razumeti, tisti časi so bili, to je bilo hudo močno organizirano plansko gospodarstvo. In vso vodstvo je bilo podvrženo temu, da si mogel narediti pač vsaki mesec toliko in toliko štedilnikov. In če tega nisi naredil, so bile represije. Vsak razvoj, vsak nov proizvod je motil to proizvodno dejavnost. Pri vsakem novem proizvodu se količina zmanjša, poveča se tudi cena v začetku, ker ni take količine. In šele z letom, dvem, pride artikl na, bi rekel, tako dohodkovno višino. Ne. To je sicer država na nek način popravljala, ona je namreč določala cene proizvodov, ne tovarna. In za vsak nov proizvod si lahko zahteva tudi novo ceno. To je bilo mamljivo in zaradi tega so se razvijali novi proizvodi, bi rekel, zelo serijsko, ampak z majhnimi spremembami. Ne. Recimo štedilnik tipa 145 je takrat, ko je dobil oknice noter, samo šipo smo vgradili, je postal druga tipa in več vredni izdelek, ne, in cena se je dvignila. V samem liniji proizvodnje pa ni bilo veliko sprememb. Ne. Tako da firme so tu malo bolj fale, če se je le dalo, ne, tako kot povsod. V diktatu gospodarskega razvoja so zmagovali politično močni direktorji. To bi jih ni imel in je vse bolj zaostajal. Hidromontaža je namreč potrebovala devize in štedilnik, ki ga je Tobi takrat razvil, je bil na nivoju dizajna in kvalitete zahodnoevropskih gospodinjskih aparatov. Zato so ga v tem združenem podjetju z velikim uspehom tudi izvažali. Žal je bilo strani političnih struktur določeno, kakšne naj bodo cene proizvodov v podjetjih, in ta štedilnik se je izvažal pod proizvodno ceno. To pomeni, da je Tobi pravzaprav bil vsako leto v izgubi. Več štedilnikov, kot so izvozili, večjo izgubo so pridelali, kar je za današnje čase nekako nelogično. Cena je bila določena nekje z tujim partnerjem, koliko je on ponudil za štedilnik, recimo, in je potem ta cena ostala. V devizah seveda je bila vedno enaka, ampak cena deviz je rasla. Ne? V pol leta je bila marka že ne vem kje toliko više, ampak to bi jo še vedno dobil po tistem kurzu. Kurs se ni spremenil. Karl Fokter ni bil le eden glavnih razvojnikov. Z njim je povezan tudi prvi mednarodno priznani znak kvalitete. VDE znak, ki smo ga mi dobili za
grelne plošče, za grelne elemente, za cel štedilnik. Je bil prvi elektrotehniški izdelek v Jugoslaviji, ki je dobil ta znak, to je bil sicer znak varnosti, ampak v bistvu je to bil znak kvalitete, ker je zahteval sledljivost vseh materialov in elementov. To je bila za tiste čase, bi rekel, tehnično je bil to zelo velik uspeh. In jaz sem imel potem to čast, da so me posojali v bistvu drugim firmam, da sem drugim firmam malo pomagal, da so tudi oni pridobili VDI znak. Recimo, tako sem pomagal zagrebški firmi Elektrokontakt, pa ET Cerkno, pa Gorenju. In kot rečeno, šele čez 20-25 let se je začelo govoriti o kvaliteti. Vrsta nesposobnih direktorjev in prisilno sodelovanje s kooperanti, politično dirigirano združevanje z drugimi podjetji, predvsem pa država, ki je zaslužene devize podjetju odkupovala z devalviranimi dinarji, so podjetje potiskali na rob. Do 58. leta je Tobi rastel strmo navzgor. Mi smo imeli tu maketo bodoče tovarne, ki bi se naj raztezala od tega mesta, kjer zdaj stojimo, pa dol do železniške postaje Bistrica v Dravi. In celo to polje je bilo predvideno za, bom rekel, malo manjšo fabriko, kot je danes Gorenje v Velenju. Vendar je bila potem politična volja drugačna. Vzrok za to pa je bil prehitro sodelovanje, kooperacijsko z Zahodno Evropo. In se je zgodilo, da je potem prišla komanda iz Ljubljane, da se program bele tehnike seli v Gorenje. Moram še pa to povedati, da ko sem bil vajenec, smo orodja čistili in so se orodja za štedilnike na trdo gorivo plasirale v vas Gorenje, ker je začetek Gorenja. Okovje je pa šlo v lož na jugu Slovenije. Žal, kasneje Tobi ni imel srečne roke z nastavljanjem direktorjev, pa tudi moramo reči, da mu okolje, se pravi gospodarsko okolje, smernice v državi niso bile naklonjene. Tobi pravzaprav nikoli ni dobil nobenega kredita, s katerim bi lahko razširil proizvodnjo. Vedno so to počeli večinoma z lastnimi sredstvi, ali pa so jih tisti partnerji, s katerimi so se kasneje po letu 1963 nenehno združevali, izčrpavali. Odnašali so jim perspektivne izdelke, jih začeli sami tržiti. Vemo pa, da se je v 60-ih letih pojavila tudi velikoserijska proizvodnja, predvsem glavni konkurent Slovenije je postalo to Gorenje. Tobi pa velikoserijske proizvodnje v svojih obratih ni mogel razvijati in seveda je počasi ta razvoj ugasnil. Današnji lastnik je v nekdanje Tobijeve prostore pripeljal drugačno proizvodnjo, a rad išče sledi preteklosti. Zunaj so zastave z imenom Tobi, v notranjih prostorih so slike iz zlatih in manj zlatih časov nekdanje tovarne. Lastnik želi celo napraviti spominsko sobo. Mlinsko kolo iz Šerbaumovega mlina bo, tako pravi, nekoč del te zbirke. Morda mu bo uspela, ali pa bo, ko nekdanjih Tobijevcev ne bo več, ugasnil tudi spomin.